Jaz sem od nekdaj res rada tekla. Tek mi je predstavljal nek občutek svobode, veselje. S temi šolskimi krosi sem vedela zmagovala na teh krosih in sem pač rekla, zakaj pa ne bi to poskusila. Pol vidiš skozi neke treninge, tekmovanja, kaj ti najbolj ustreza, v kateri disciplini se mogoče najbolj najdeš. Že 800 metrov je kar hitra disciplina, 400 pa pač res greš v bistvu na polno od štarta do cilja. Vsaj mičken taktike moraš imeti, a ne, da res ne začneš prehitro, da ne greš prvih 200 čist na polno, a ne, ker pol te bo na koncu pobral. Ampak overall je res hitro krog. Gre nek tak vsestranski šport, ne glede na to, a si hiter, a si bolj vzdržljiv ali pa delaš to samo zato pač, da se giblješ. Poleg tega pa mislim, da je tek tukaj ful dobra oblika za neko druženje. Konec koncev je pa gibanje, kar je pa samo koristno za tvoje zdravje, za v šoli, da se lažje skoncentriraš. Ja, meni se zdi kar pomembno, da ima športnik zraven neke športne kariere tudi neko izobraževanje, ker nekaj je športna kariera, ampak vseeno ne moreš to delati pač do konca, a ne. Ja, v bistvu hodim na športno gimnazijo, športni oddelek gimnazije Bežigrad, kjer moram reči, da so res prilagodljivi. Hkrati pa moram reči, da je vseeno naporno usklajevati vse skupaj, moraš biti strukturiran, organiziran, vseeno delati, na koncu nimaš glih veliko prostega časa. V bistvu nisem samo neka živa dijakinja ali pa živa atletinja, ampak pač, ko imam prosti čas, rada delam stvari, kakor jih pač tudi druge punce delajo. Ne vem, grem ven na kavico, shopping, nohtke, kaj takega, s kužkom na sprehod. To so take majhne stvari, no, ki me veselijo še poleg atletike. Pa tudi izgubiš kako iskrico, motivacijo, to se tudi zgodi, itak, saj sem samo človek, takrat se najboljš pogovoriti s tistimi osebami, s katerimi se pač takrat počutiš, da bi se rad pogovoril. Se usesti, najdeti nazaj nek nov zagon, iskrico in na polno naprej.